Kljub pestri domači ponudbi in silvestrovanju na prostem z najdaljšo tradicijo v Sloveniji, se vedno več Mariborčanov odloča za silvestrovanje v tujini. V Kopru. Še v Mečegorju. Ja, tako večkrat nosim, kje druge tudi praznovala. Na Hrvaškem velja. Grčija, Španija, Turčija. V Slovenskih Konjicah. Na otoku Pago. Gospodarska rast se torej pozna tudi v tem segmentu, saj je po nekajletnem zatišju zanimanje za silvestrovanje na tujem letos v velikem porastu. Ja, na prvem mestu še vedno smučarija, pač ker smo smučarski narod, drugače pa nekako opažamo, da se odpravljajo na Karibe, v tople kraje, Avstralijo, Tajska, se pravi destinacije, kamor se grejo zagret, se pravi lepo vreme iščejo in to je to. V času silvestrovanja so letos še posebej zanimivi Karibi. Bi rekel, tega je precej, se pravi križarjenja so sploh v porastu, to je opazno. Prvič tudi zaradi marketinga, ki se vrši na vseh televizijah in pa na vseh medijih, se pravi križarjenja z ugodnimi ponudbami, z družinskimi paketi, pač privabljajo naše goste, da grejo na ta križarjenja in pa tudi na koncu so to ugodne cene, porabiš mnogo manj, zato ker je pač določen del že na ladji vključen v ceno, ni enako kot si v Londonu, kjer je pač zunaj penzionska storitev zelo draga. V zadnjem času upada tudi zanimanje za države oziroma večja mesta bivše Jugoslavije, ki so bila pred kratkim pri Mariborčanih zelo popularna. Povpraševanje po ostalih evropskih mestih še ostaja, spreminja se predvsem dolžina silvestrskih potovanj. So nekje do 3 do 5 dni, včasih je bilo tudi tedensko, drugače po prestolnicah Evrope še vedno povpraševanje, ni pa več takšno, kot je bilo. Bolje je zdaj poudarek na toplih krajih. A tudi Maribor postaja zanimiv za tuje turiste. Beležimo zanimanje za Maribor, predvsem so to hoteli tik pod Pohorjem, hotel Habakuk, hotel Bellevue, kjer veliko naših gostov, torej v organizaciji relaksa, tudi silvestruje. Moram Maribor pohvaliti, kajti veliko teh mest sem v decembru tudi obiskal po službenih dolžnostih in v Mariboru letos zanimivo se kar veliko dogaja. Torej lahko razumemo, da bi tudi Maribor z nekaj volje po turističnem povezovanju ponudnikov lahko konkuriral ostalim prestolnicam in postal ena od zanimivejših destinacij za preživljanje najdaljše noči v letu. Četudi Mariborčani prav v tem času radi odpotujejo nekam na toplo.